Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovani podpredsednik vlade in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospod magister Dejan Židan, spoštovani predsedujoči ministrom oziroma svetu ministrov za kmetijstvo in ribištvo Evropske unije, gospod Fernand Edgen. Spoštovani župan občine Gornja Radgona, gospod Stanislav Rojko, spoštovani številni ministri, poslanci in ostali gostje, spoštovane ekscelence, spoštovane razstavljavke, razstavljavci, dame in gospodje. V veliko čast in zadovoljstvo mi je, da vas lahko v imenu Pomurskega sejma in svojem imenu prisrčno pozdravim na otvoritvi letošnjega že 53. mednarodnega sejma Agra tukaj v Gornji Radgoni, mestu sejmov in penine. Agra 2015 je največji gospodarski, strokovni, politični, pa tudi družabni dogodek v Sloveniji in tem delu Evrope. Gospodarski zato, ker na njem sodeluje kar 1785 podjetij in inštitucij iz 30 držav, ki predstavljajo steber slovenskega kmetijstva, podeželja in preskrbe s hrano. Strokovni zato, ker se na njem zvrsti 150 strokovnih dogodkov, povezanih s prikazom dosežkov kmetijske stroke, ponudbe znanja in izkušenj za nadaljnji razvoj. Politični zato, ker se tukaj predstavi slovenska kmetijska politika in usmeritve evropske kmetijske politike in seveda gospodarstva. In ker si nobena politika ne more privoščiti, da bi ignorirala kmetijsko politiko, razvoj podeželja, proizvodnjo in oskrbo s hrano. In nenazadnje je tudi največji družabni dogodek, na katerem 130 tisoč obiskovalcev najde svoje prijatelje, stanovske kolege, nove znance in se sooča z družabnimi in tekmovalnimi prireditvami. Letošnja Agra, poleg slogana tradicionalno svež, veliko pozornosti namenja mednarodnemu letu tal ter Evropskemu letu za razvoj. Po mednarodnem letu družinskega kmetovanja, ki smo ga obeležili lani, je leto 2015 namenjeno mednarodnemu letu prsti in tal. Tla, nekateri imenujemo tudi koža zemlje, v kateri se srečuje živi in neživi svet, so sodobnemu človeku samoumevna, zato tudi mnogokrat prezrta dobrina. Plast rodovitne zemlje in prsti je nastajala na tisoče let. Uničimo pa jo lahko tudi z eno samo nespametno potezo. In s tem uničimo tudi možnost za pridelavo hrane, za prirast lesa, filtriranje vode, za skladiščenje ogljika, za varnost pred plazovi in še bi lahko našteval. Na letošnjem sejmu Agra je pomenu tal posvečena razstava na stojnici Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na stojnici Kmetijskega inštituta, v vzorčnem nasadu in na številnih strokovnih posvetih. Kako dolgoročno zagotoviti dovolj hrane za vse, tudi brez gensko spremenjenih organizmov in škode za planet, je vprašanje, s katerim so se že ukvarjali evropski ministri tudi v okviru tega sejma. Sejem predstavlja barometer dogajanja v slovenskem kmetijstvu in gospodarstvu in je odraz tudi stanja v Evropi in svetu. Čeprav
je stanje v slovenskem kmetijstvu, agroživilstvu in gospodarstvu vse prej kot idealno, sejem kaže optimistično podobo. Še tako nepremišljene in zgrešene poteze v celotni kmetijski reproverigi, kot so propadi in razprodaja najboljših blagovnih znamk, niso mogli preprečiti razvoja sejma, ki tako kot trden slovenski kmet stoji v tej pokrajini, zibelki kmetijstva, ter išče vedno nove ideje. Zavedajoč se svoje odgovornosti in poslanstva. Svoje odgovornosti in poslanstva pa se zavedajo tudi vsi, ki sodelujejo na tem sejmu, kot ponudniki novih tehnologij in usmeritev za prihodnost. Med te sodijo vladne službe, zbornice, zadružni sistemi, izobraževalne ustanove in podjetja. Na eni strani se predstavljajo vrhunski dosežki kmetijske, gozdarske in druge tehnike, na drugi pa dosežki novih tehnologij in znanj. Vzporedno pa je poudarek na zdravi, ekološki in okolju prijazni pridelavi hrane ter pravični trgovini. Kot predstavnik organizatorja sejma se želim zahvaliti vsem, ki ste oblikovali obsežne vsebine, tako živinorejskih razstav s šolo mladih rejcev in promocijo lipicancev, vzorčnih nasadov z novimi vsebinami ter kmetijskim šolam, resornemu ministrstvu in programskemu svetu. Vsem želim uspešen nastop na sejmu ter na slovenskem in globalnem trgu. Še posebej razstavljavcem kmetijske tehnike, živilcem, rejcem živali in dobitnikom medalj na različnih mednarodnih ocenjevanjih. Najboljše želje pa gredo tudi kmetijskim in drugim šolam, ki bodo izoblikovale najboljše kadre, ter seveda slovenski in evropski politiki, da bo znala najti prave rešitve za uspešno in varno prihodnost. Hvala. Hvala gospodu Janezu Erjavcu, ki je kot predsednik uprave moral poskrbeti s svojo ekipo za številne podrobnosti, da smo se znova dobili tukaj in da znova doživljamo lep sejem. Sedaj pa bomo spregovorili glasbeno. Z nami so slovenski muzikanti, ki jih razen tradicije s sejmom Agra povezuje tudi mednarodna prepoznavnost in svežina. V zadnjem desetletju se je ansambel pomladil, še vedno pa spoštuje delo svojih predhodnikov, ki so ustvarili veliko prepoznavnih uspešnic. Vabimo jih torej, da zaigrajo venček svojih valčkov, katerih melodije so prispevali Vinko Štrucelj, Boris Kovačič, Janez Rakovec in Franc Korbar. Besedila pa Marjan Stare in Vinko Štrucelj. Sneg tiši,
Roma, Roma, Roma povsod, doma nikjer, da pelje svet, neznana cesta vedela. Nihče ne ve, kam lete odseči, in muzika. Slovenski muzikanti, muzikanti po slovensko, sejemski muzikanti, muzikanti na sejmu. Še jih bomo slišali in hvala za to.
da so nas znova spomnili, kako se slovenska krajina pojavlja tudi v narodni in ponarodeli pesmi in natanko vemo, kdo je tisti in zaradi česa je ta krajina ohranjena in upevana. Upam, da jo bomo lahko opevali še dolgo, dolgo. Ve se po zaslugi koga. Torej, Gornja Radgona se je spet spremenila v gostišče vseh tistih, ki jih je sejem privabil. To imenitno mestece med Muro in Vinogradi je že skozi stoletja povezano tudi s sejemsko dejavnostjo na tak in drugačen način. Reka, ceste, bližina drugih narodov, vse to ji daje poseben pečat. Zato vabimo župana občine Gornja Radgona, gospoda Stanislava Rojka, da nas v imenu Gornje Radgone pozdravi in nagovori. Prisrčno pozdravljeni, ko glasba govori, seveda lahko zmanjka tudi besed. Kakorkoli že, spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovani spoštovani predsedujoči Svetu kmetijskih ministrov Evropske unije, dragi visoki gostje, ekscelence, dragi ministri, dragi razstavljavke in razstavljavci, dame in gospodje, neizmerno veselje, čast in ponos mi je, da vas lahko v imenu občine Gornja Radgona in tudi v svojem imenu tukaj z tega mesta prisrčno pozdravim. Gornja Radgona, mesto sejmov in penine. Dopoldne mesto sejmov, popoldne penine. Poskusite to, ne bo vam žal. Ampak zdaj o sejmu. Najprej bom povedal tako, sejem smo ljudje. Sejem je ekipa, ki je zbrana okoli Janeza Erjavca, ki neutrudno leto za letom 53. zapored naredi to čudovito prireditev v Gornji Radgoni. Samo eno leto manj, kot je moja starost. In sem smo torej tudi domačini, ki z njim živimo, sem prihajamo in tako kot kdo reče, nisi cel, če ne greš na Triglav, nisi ta prav Slovenc, nisi ta pravi Radgončan, če ne prideš vsaj enkrat v času pomurskega sejma, v času kmetijsko-živilskega sejma, sem na sejem, če nekaj ne kupiš, če nekaj ne rečeš. Jaz kot otrok sem tukaj dobil prvi hlebec ljutomerskega sira, bil je odličen. Nekako še danes ga čutim v sebi kot nekaj, kar mi ni bilo dano vsak dan. Na kolibrijo smo se naložili, cela družina. Bog ne daj, kje ste ljudje v modre, danes bi nas zaprli pred 35-40 leti, pa je bilo pač tako. In s tem sejmom živimo in upam, bomo živeli tudi v bodoče. Sponi in padci so bili, ampak gledajte, pri sejemski dejavnosti, pa sploh pri tem, kar se tukaj dogaja, imamo vendarle nekaj, kar svetovni splet, ki je resna konkurenca, take dejavnosti nima. To je ob poslih si gledamo v oči, ob poslih zapojemo, spijemo kozarček najlepšega. No, sicer so mi povedali, da danes popoldne bo menda tudi nekaj piva, ampak verjamem, da v Gornji Radgoni slovimo tudi po odličnih vinih, tako da vina tudi lahko poskusite. Kakorkoli že vse to nas tukaj druži in šele takrat, ko potipamo, ko si pogledamo, kupimo. In to je ta odlika, ki jo naš sejem ima. In pa še nekaj. Zgodovina nas je naučila, da mora biti tako. Mi nismo bili, nikoli nam ni bilo, če smem tako reči, z rožicami poslano. Tukaj na robu slovenstva je bilo potrebno preživeti. Stoletja delamo tako. Na eni strani severa, na drugi strani z juga in trdno stanje na gričih slovenskih goric je nekako pogojilo, da smo postali tudi malce trgovski, da smo morali znati mešetariti, če smem temu tako reči, pa ne mešetarimo, ampak vendarle imamo zgodovinsko tradicijo sejmarjenja in sejem, pomurski sejem, je samo nekaj,
kar je nadaljevanje odličnega zgodovinskega spomina in iskrene čestitke vsej ekipi Pomurskega sejma, da je uspela spet in spet na novo osvežiti ta naš sejem. Jaz pa samo še, ne zaključim, želim veliko obiskovalcem, želim, da bi se tukaj teh nekaj dni v Gornji Radgoni razstavljavke in razstavljavci, obiskovalke in obiskovalci počutili dobro in da bi s prijetnimi vtisi zapustili Gornjo Radgono in se zelo radi spet vrnili sem v Gornjo Radgono, mesto sejmov in penin. Dobrodošli. Hvala, gospod župan, tudi za ta osebni poudarek. No, politiki, župani radi trdijo, da se z njimi kaj začenja in danes smo ugotovili, da se vsaj glede bližine rojstne letnice sejem začenja z gospodom županom v Gornji Radgoni. Iskrene čestitke, boste blizu skupaj praznovali. No, sejem zaznamuje tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. Sem se dejansko preseli skoraj da s celotno svojo ekipo. Kaj več pa bo povedal njen predsednik, gospod Cveto Zupančič. Prav lep pozdrav predsedniku države, gospodu Borutu Pahorju, ministru za kmetijstvo, gospodu Dejanu Židanu, luksemburškemu ministru za kmetijstvo in pa predsedujočemu svetu, gospodu Edgenu in seveda vsem ostalim ministrom, ki ste prisotni, poslancem, poslankom, visokim tujim in domačim gostom. Vsakoletno srečanje na sejmu Agra, ki je največji kmetijski dogodek, je priložnost za ogled in seznanitev z dosežki in novostmi z področja kmetijstva, gozdarstva, obrti, podjetništva in še mnogo drugimi dejavnostmi, ki jih želimo predstaviti. Svoje dele, rezultate in načrte predstavijo tudi inštitucije, društva ter posamezniki in v tem sklopu se v hali B predstavlja tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica. Letošnje leto je mednarodno leto tal, zemlje, prsti in sejemsko dogajanje bo posvečeno prav tej temi. Za vsakega človeka so trdna tla želja, ki zagotavlja stabilnost in sigurnost. Za kmeta pa so ta tla, še posebej, če je to zemlja, prst, vir njegovega življenja in preživetja. In prav gotovo bo veliko govora te dni o zemlji, kako malo imamo v Sloveniji kmetijske zemlje, sploh pa na posameznega prebivalca in kako jo moramo ohranjati kvalitetno in rodovitno. In ko še ne izrečemo do konca te besede, je že priložnost se odločiti, ali smo res za ohranitev najboljših kmetijskih zemljišč, ali bodo prevladovali drugi interesi, kot se izkazuje pri umestitvah cest in sprejemanju drugih prostorskih planov. Letošnje leto je tretje najbolj vroče leto doslej. Kar 38 dni tega poletja smo imeli čez 30 stopinj in prava sreča je, da je bilo vmes dovolj padavin, da ni prehude suše. Letina bo v povprečju dobra, vendar problem prodaje, količin, cene, to ostaja in žene kmeta po razmišljanju o zmanjševanju ali celo puščanju pridelave. In vedno znova ugotavljamo, kako nam manjka domača predelava, pa naj bo v kmetijstvu ali gozdarstvu, naj si bo, da je obrat propadel ali bil prodan. In nič od pričakovanj, da bo novi lastnik pripeljal svež kapital. Ob vsaki prodaji se zgodi isto, novi lastnik zniža stroška, poveča dobiček. In tukaj se vprašam, če je to rešilna formula, zakaj mi tega ne naredimo ali ne znamo. In kaj v dani situaciji lahko naredimo? Moramo do najvišje mere zaščititi domači trg, domače pridelovalce z poenostavitvami in z zmanjšanjem administracije in z natančno kontrolo in nadzorom raznovrstnih uvožene hrane, ki se včasih za čuda pomeša z doma pridelano hrano. Ne smemo biti samo kritični, se tudi dela. Marsikaj je postorjena in na Ministrstvu za kmetijstvo so naredili velik premik pri promociji domače hrane ter lokalno pridelane hrane. S tem je potrebno še nadaljevati, osveščati potrošnikov o pomenu doma pridelane hrane, še boljše urediti javna naročila, podpirati domače prodaje in sploh dati večji poudarek, kaj je domače.
In prav sejem je velika priložnost, katero verjamem, da jo bomo v teh 5 dneh dodobra izkoristili. Vsem želim dober posel in zadovoljstvo pri ogledu sejma ter druženje tukaj v Zgornji Radgoni. Hvala lepa. Lepa hvala. Vseslovensko, pa tudi sejemsko je izjemno pomembna vloga Zadružne zveze Slovenije. Prosim njenega predsednika, gospoda Petra Vriska. Spoštovani kmetje, spoštovani razstavljavci, spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovani minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in podpredsednik vlade magister Dejan Židan, predsedujoči svetu kmetijskih ministrov Evropske unije, spoštovani vsi visoke goste, lep pozdrav tudi v imenu celotnega zadružnega sistema, čestitke vodstvu sejma za ponovno lepo organizacijo tega sejma, ki ga pomembno sooblikujemo tudi vse slovenske kmetijske zadruge, ki smo pomemben element v tem prostoru, saj odkupujemo okoli 80% vse slovenske proizvedene hrane. Pomembno se mi zdi tudi to, da smo v tej bančni krizi ohranili Deželno banko Slovenije v zadružni, v slovenski lasti. Vemo, kaj se je zgodilo z drugimi bankami. Pomembno se mi zdi omeniti, da smo ohranili Semenarno Ljubljana kot edino slovensko semenarsko podjetje, ki je izjemnega pomena. Danes vidimo, da veliko govorimo okoli samooskrbe, vendar pa, če ne bomo imeli domačih avtohtonih semen, potem je samooskrba seveda problematična. Samo mogoče za razmislek, koruza, ki vemo, da enostavno nimamo več svojih selekcij, če bi te multinacionalke jutri rekle, ne damo vam tega semena, so naše njive lahko na pol prazne. Tako da je to podjetje seveda izjemnega pomena. Ko se peljemo po tej lepi slovenski domovini, vidimo, da je še vedno lepo obdelana, lepo poseljena. Marsikaj se je v času samostojne Slovenije postorilo pozitivnega, veliko lepega, vendar pa v tem aktualnem času se pa pojavljajo tudi, nažalost, mnogi problemi. Globalizacija je na eni strani prinesla veliko pozitivnega, na drugi strani pa tudi veliko negativnega. Kmetijstvo in pa živilska industrija je glavna gospodarska panoga Evropske unije. V zadnjih letih pa doživljamo izjemno hude težave. Lahko bi rekel, mogoče malo tako se bo čudno slišalo, to, kar delajo Združene države s tem svojim izvažanjem demokracije v razne dele sveta, se je svet izjemno destabiliziral, vendar pa posledice vsega tega, od Rusije, ruska kriza, Bližnji vzhod, Daljni vzhod, Severna Afrika, posledice pa tako gospodarsko, kot tudi v večji meri politično nosi Evropska unija, s tem torej evropsko kmetijstvo, evropska živilska industrija in posledično s tem seveda tudi slovenski kmetje. Zdaj, če se primerjamo z evropskimi kmeti, vemo, da je naša slovenska kmetija 5-krat manjša, torej problem je število hektarjev, ki jih obdelujemo, in seveda se postavlja vprašanje, kaj lahko tukaj postorimo. Država Slovenija razpolaga kar z nekaj 10.000 hektarji zemlje, ki je v državni lasti, in tu seveda se postavlja vprašanje, kaj se da tukaj za kmeta še postoriti. Ko smo se osamosvajali, torej pred 20 in več leti, je v programu Slovenije, ne samo v kmetijstvu, ampak tudi sicer, bilo zapisano, da gremo v smeri družinskih kmetij. To pomeni, to so tiste kmetije, kjer dela 1, 2, mogoče včasih tudi 3 generacije, vendar pa zdaj ugotavljamo tudi, če delajo 3 generacije in to delo ni nikjer finančno ovrednoteno, računica več ne znese. In tukaj mislim, da moramo tako nevladne kmečke organizacije, kot tudi država, tam, kjer je možno, maksimalno postoriti, da te naše kmetije povečamo. Bom dal primer pred, mislim, da že kar 20 let, ko je Kmezat kmetijstvo Žalec v Savinjski dolini zašlo v težave, smo kmete in zadruge združili svoje moči in 4.000 hektarjev zemlje takrat nekako na lep način razporedili na te kmetije celjske regije, ki so danes mnoge od teh evropsko primerljive. Glejte, jaz nisem proti temu, da bi zdaj govoril proti delniškim družbam ali pa da bi zdaj bil proti globalizaciji, vendar pojdimo v Avstrijo, pojdimo v Italijo, v Nemčijo, v Francijo, če tam tuji lastniki obdelujejo njihovo zemljo. Ne me narobe razumeti. Mislim, da tu moramo v tej smeri razmisliti, vemo, kaj se te zadnje tedne dogaja
jaz ne bi želel, da bo tako, kot sem rekel. Mi nismo Afrika, kjer Kitajci kupujejo milijone hektarjev zemlje. Toliko. Torej, spoštovani, še enkrat želim veliko lepega na tem sejmu. Vse vabim v Halo B, kjer se razstavljamo zadruge in zadružna podjetja in seveda želim veliko lepega sodelovanja in pa uspehov tam, pač kjerkoli že vsi delamo. Hvala lepa. Hvala gospodu Petru Vrisku. Kot naslednjega govornika pa vabim ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, magistra Dejana Židana. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani predsedujoči minister Evropske unije, spoštovane gospe in gospodje, dovolite pa zlasti lep pozdrav za vse proizvajalce slovenske hrane in seveda najlepši pozdrav za slovenske kmetice in slovenske kmete. Vedno je dobro, da ko imamo ta sejem, da naredimo neke vrste inventuro. Lansko leto je bila predvsem temu namenjena, da smo hvalili vodstvo sejma, kako je vztrajno in pridno, da sejem še vedno živi. Tako da te nevarnosti, da bi slišali ponovno te besede, letos ni. Poglejmo pa, kaj smo letos naredili. Letos je bila Slovenija ena prvih držav Evropske unije, ki je pričela izvajati nov program razvoja podeželja. Ljudje, ki ne živijo znotraj kmetijstva, ne razumejo, kaj to pomeni. Bili smo ena prvih držav, ki je pričela izvajati program razvoja kmetijstva, ki v Slovenijo prinese na leto 300 milijonov evrov. In zamislite vsi, da je bili v skupini držav, ki je večinska, ki enostavno ni dobila odločbe, da je program potrjen. In seveda po naši lepi navadi se o tej temi nismo znali pohvaliti. In v tem trenutku nova kmetijska politika v Sloveniji se izvaja. V tem trenutku smo tako daleč, da na nekaterih področjih, kot je sadjarstvo, kot je zelenjadarstvo in še marsikaj drugega, iščemo še dodatne rešitve, kako dodatno poenostaviti in verjamem, da te rešitve bo svet za kmetijstvo, slovenski svet za kmetijstvo obravnaval že 8. septembra. V letošnjem letu smo tudi uspeli narediti pomemben korak na področju, ki predstavlja za marsikatero slovensko kmetijo možnost, da preživi kljub svoji majhnosti. To so dopolnilne dejavnosti. Na področju dopolnilnih dejavnosti v tem trenutku imamo registriranih čez 15 tisoč dopolnilnih dejavnosti, s katerimi se ukvarja nekaj manj kot 5 tisoč kmetij, torej posamezna kmetija lahko ima več dopolnilnih dejavnosti, smo naredili bistveno zmanjšanje administriranja. Pomembno manj papirjev je potrebno, pomembno manj soglasij in pomembno manj certifikatov in pomembno več stvari lahko kmetija počne. Vključno prvič tudi stvari na področju socialne zaščite, recimo starejših ljudi. Letos nam je uspelo nekaj, za kar smo se borili mnogo let. Uspelo nam je, da kmet več prisilno ne vodi knjigovodstva. Kmetje so edini sektor, tudi kmetijstvo je gospodarstvo, ki se lahko samostojno odloči, ne glede na velikost, ali želi voditi računovodstvo ali ne želi voditi računovodstvo. S tem verjamem, da smo administrativno razbremenili več kot 1000 slovenskih kmetij. Pogosto vprašanje je bilo naslednje: zakaj kmetom ponovno dajete nekaj, kar drugi nimajo? Naš odgovor je bil enostaven. Ni problem, da so kmetje to dobili. Težava je, zakaj ostalo gospodarstvo se ne poenostavi. In v tem trenutku so pred nami nekatera tveganja. Prvo tveganje je bilo danes že omenjeno. Evropski kmetijski prostor enostavno ni zakuhal krize v Ukrajini. Kmetje in kmetice, sektor proizvodnje hrane resnično ni kriv za krizo v Ukrajini. Večino posledic ruskega embarga pa nosi kmetijstvo. In zato, ko zahtevamo, da se rezervni fondi Evropske unije uporabijo za pomoč kmeticam in kmetom in prehranski industriji, pričakujemo, da tudi tisti, ki so krizo zakuhali, da bodo ta sredstva odobrili. Zelo pomembno je, da je predsedujoči, ki je med nami prisoten, kar je
Fernand, izjemna čast in mi to razumemo, da si sklical čez nekaj dni, to je 7. septembra, izredno srečanje evropskih kmetijskih ministrov z komisijo, kjer pričakujemo realne ukrepe, da se pomaga proizvodnji surovega mleka, ker cene strahovito padajo in tudi nekaterim drugim sektorjem. Še enkrat da povem, krize ni zakuhal kmetijski sektor, večino učinkov krize, ki je povezana z ruskim embargom, pa čuti kmetijski sektor. Naslednje področje, ki je zelo pomembno, to, da je letos svetovno leto prsti, vse to ni slučajno. Poglejte, saj vsi vemo na način, da se tega zadosti ne zavedamo, da število prebivalcev narašča, da je milijarda ljudi lačnih in osnova za proizvodnjo hrane, kakorkoli obračamo, je kmetijska zemlja. Ne moreš proizvajati hrane za ljudi brez kmetijskih zemljišč. In tudi zato je letos leto kmetijskih zemljišč ali prsti, če hočete. Prst ali kmetijska zemljišča so pod realno nevarnostjo. Prva realnost je povezana z erozijo. Erozija je posledica klimatskih sprememb. A se lahko zamišljate, da je v tem trenutku v Evropski uniji pod erozijo takšna količina kmetijskih zemljišč, kakor je dvojna velikost Francije. Naslednja stvar je tam, kjer je težko kmetovati zaraščanje. Tukaj v Sloveniji podatki so nekaj boljši, kot so bili pred nekaj leti. Če pred nekaj leti je bilo v zaraščanju 30.000 hektarjev kmetijskih zemljišč, je v tem trenutku pač po zadnjih dostopnih podatkih 17.000 hektarjev. In to je še vedno 17.000 hektarjev preveč. Tako da na tem področju moramo iti pravilne korake naprej. Tretja stvar, ki ogroža kmetijska zemljišča, to ne radi slišimo, tudi kmetici to ne radi slišimo, je kontaminacija kmetijskih zemljišč. Slišimo, beremo, gledamo, kaj se dogaja v Celjski kotlini, Mežiški dolini. In kontaminacija kmetijskih zemljišč je resna težava v Evropi, na svetu in tudi v Sloveniji. Tudi zato izvajamo nov program ruralnega, torej razvoja podeželja. Okoljski program je tokrat prvič izrazito usmerjen na področja, kjer je najbolj intenzivno kmetovanje. Zato, ker so to tam največja tveganja za kontaminacijo kmetijskih zemljišč. Zato je tja usmerjen. In seveda tisto, kar pa se zelo nerado sliši, dokončno odzame kmetijska zemljišča nenačrtovana gradnja. Česarkoli. To je dokončna izguba kmetijskih zemljišč. In v Sloveniji imamo v tem trenutku konjunkturo. Konjunktura pomeni, da je več denarja in več ljudi, več inštitucij, več poslovnih subjektov, ki bi radi gradili. Ampak vedno želijo graditi na najboljših kmetijskih zemljiščih. Kmetijsko ministrstvo je v tem trenutku pod izjemno velikimi pritiski. Mi razlagamo, mi ne dajemo soglasij, usmerjamo. Dajte graditi tam, kjer je kmetovanje težko ali se ne da izvajati. Res je tam gradnja mogoče nekaj dražja. Vendar ne izgubimo enega največjih bogastev, ki je omejeno v Sloveniji. To so kmetijska zemljišča. To govorim, spoštovane in spoštovani, zato, ker kmetijsko ministrstvo svojega stališča, da je potrebno varovati kmetijska zemljišča, ne bo spremenilo. Potrebuje pa podporo. Nič ni narobe. Če se še kdo, razen kmetijskega ministrstva in kmetijskega ministra v Sloveniji oglasi, da je potrebno varovati kmetijska zemljišča. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, včeraj je bila na Ptuju, jaz verjamem, da bo zelo odmevna, mednarodna ministerska konferenca, kako v Evropi živeti brez genetsko spremenjenih organizmov. Dogaja se mnogo stvari. Konferenca pred 2 letoma, ki je imela podobno temo, je dala pomembne rezultate. Na tej konferenci smo se zavedali, da je naša dolžnost, da ljudje varujemo, da je naša dolžnost, da ljudem omogočimo, da so dobro informirani. Tako da področje genetsko spremenjenih organizmov, ker so marsikatera tudi varnostna vprašanja odprta, moram povedati, da je združilo najbolj pomembne evropske države. Naša naloga je, da varujemo našega potrošnika. Seveda zavedanje, da je potrebno kupovati lokalno hrano, ni zavedanje, ki je namenjeno samo sebi.
Zavedanje, da državljan razume, da je potrebno kupovati lokalno hrano, je tisto zavedanje, ki omogoča, da naš kmet in kmetica, naš obrtnik in tudi naš delavec, ki proizvaja hrano, ima stalnega kupca, ki išče njegov produkt. Na tem področju smo mnogo naredili, dosti dela nas pa še čaka. Zlasti je to pomembno sedaj, ko vidimo, da se dogajajo tudi lastniške spremembe. Saj ne gre več za to, da država prodaja svoje deleže, saj tako in tako nima. Slovenski lastniki, ki so bili slabi lastniki, iščejo nove lastnike. Marsikaj ne vemo, kakšni bodo novi lastniki, a bodo razumeli, da slovenski produkt potrebuje tudi slovensko polico. O tem se vodijo v tem trenutku številne razprave po medijih, v javnosti in marsikaj drugje. Moramo pa se, spoštovane in spoštovani, zavedati, da končni kralj smo kupci. Če mi vemo, da je potrebno iskati lokalne proizvode, verjamete mi, da ni trgovskega sistema, pa je kakršnikoli lasti, ali je v lasti Slovenk in Slovencev, ali pa tujcev, ali pa če hočete Marsovcev. Če je zavedanje kupcev, da iščejo lokalni proizvod, bo vsaka trgovinska veriga lokalni proizvod imela, ker se zavedajo, da v obratnem kupci zamenjajo nakupne navade. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, še enkrat, vsem, ki proizvajate hrano v Sloveniji, najlepša hvala. Hvala. Hvala gospodu ministru in kot smo slišali že njega, v veliko čast si štejemo, da sedaj vabimo k nagovoru gospoda Fernanda Edgena, ministra za kmetijstvo, vinogradništvo in varstvo potrošnikov Velikega vojvodstva Luksemburg in predsedujočega Svetu za kmetijstvo in ribištvo Evropske unije. Prosim. Honorable President of Republic of Slovenia, dear President Eraževac, dear Mayor, dear Chairman of the Agricultural Chamber, dear Mr. Frisk, dear colleague Minister Dejan Židan, ladies and gentlemen, distinguished guests. It's a great honor and a real pleasure to be with you in Slovenia today on the invitation of my colleague and friend Dejan Židan and to be here on the opening of the 53rd International Agricultural Food Fair Agra. I have to tell you that I'm really impressed by your kind hospitality. Today, I really feel at home here in the heart of the Slovenian farming sector. A fair like this demonstrates how active and diversified agriculture is. The farmers, wine, fruit and vegetable producers all over Europe try as hard as they can to adapt the big challenges ahead. I mean globalization or climate change, but also quite substantial modifications in consumer demands. Torej, spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovani gospod Erjavec, spoštovani gospod Vrisk, spoštovani predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice, spoštovani gospod minister, gospod magister Dejan Židan. Dovolite, da pravzaprav se zahvalim za veliko gostoljubje in za to da sem na povabilo gospoda ministra Dejana Židana prav tako lahko prisoten ob otvoritvi 53. mednarodnega sejma Agra. Naj povem, da je vaše gostoljubje zares izredno tukaj in da je kmetijstvo se tudi tukaj vidi zelo aktivno področje, je aktivno zelo raznoliko, saj pri vas imate zelo raznolike dejavnosti od vinogradništva, vinarstva, seveda vseh ostalih kmetijskih proizvodov, ki so pomembni tudi, da skupaj se borimo in skupaj tudi delamo proti učinkom različnih globalizacijskih tokov. I think it is essential that the farming sector demonstrates the very important position of agriculture in the global economy on the one hand, but also the huge benefits of sustainable farming for the environment and for nature on the other hand. Menim, da tudi kmetijstvo samo pomeni zelo pomemben prispevek, da se pogovarjamo o zares trajnostnih vidikih našega ohranjanja, naše zagotavljanja tudi našega kmetijstva in pa zagotavljanja preskrbe za našo prehrano.
This is what we call multifunctionality of agriculture, and Mr. Zidane and I agree that this should be the model of farming that should be defended all over Europe. Prav tako menimo, da je to ravno pomembno, da je kmetijstvo multidisciplinarni sektor in ravno jaz in tudi gospod minister Židan si oba prizadevama, da se takšen način kmetovanja tudi razširi in je dejavn po celotni Evropski uniji. We need to support a competitive agriculture by the implementation of a proactive rural development policy and by focusing on quality production, taking into account the local and regional specificities of climate, soil, and also culture. Prav tako si prizadevamo in iščemo tudi podporo za res proaktivne programe in proaktivni razvoj podeželja, ki bo obsegal tudi kakovostno proizvodnjo hrane, kjer bomo vključili tako lokalne kot regionalne posebnosti, med katere spadajo tako podnebje, tako prst, kot tudi kulturološke in druge značilnosti. And I think this fair today shows exactly the way how a good balance between the three axes of sustainability, the economic and social, as well as the environmental dimension can be achieved. Prav tako jaz menim, da ravno tudi ta sejem kaže, kako lahko dosežemo ravnoteženost med različnimi faktorji, ki tukaj učinkujejo, torej od ekonomskih, socioloških, seveda do vseh faktorjev, ki vplivajo na proizvodnjo v kmetijstvu in ki vplivajo tudi na razmere v kmetijstvu. You all know that Luxembourg is now in charge of the presidency of the Council of the European Union until the end of the year, so allow me to introduce some points of our program. Tudi veste, da trenutno predseduje Veliko vojvodstvo Luksemburg Svetu Evropske unije in dovolite, da vam predstavim nekaj točk v okviru našega programa, ki bo trajal do konca tega leta. The Luxembourg presidency will give a particular attention to developments of the markets of agricultural products and its effects on the production chains, notably in the light of the Russian embargo. We are very aware of the great difficulties, especially of the breeding sector, which affects all over Europe. We must continue to follow closely the different market signals. To this end, we need appropriate instruments, and I think that the European Milk Observatory is a good example. This instrument has, in my view, to be reinforced and has to become more reactive. To pomeni, da bo predsedovanje Luksemburga močno spremljalo tudi kakšen je razvoj na kmetijskih trgih, predvsem seveda tudi iz vidikov, ki vplivajo na nje, to je seveda tudi embargo Rusije, ki močno vpliva na različno kmetijsko proizvodnjo, predvsem tudi na živinorejo in tudi tukaj pomeni, da potrebujemo pomembne instrumente, ki bodo proti temu delovali in zato se nam zdi naš pravzaprav instrument vezan z mlekom, vsekakor pomemben prispevek k temu in si ga bomo tudi prizadevali še nadalje ohraniti. We must analyze the situation very carefully and we must exchange our experiences between our European colleagues and with the Commission. This is why I have taken the initiative to organize an extraordinary council meeting very soon from now on the 7th of September. Zelo pomembna je izmenjava med nami kolegi in pa izmenjava z Evropsko komisijo. Ravno zaradi tega sem jaz povzel pobudo, da bomo organizirali izreden sestanek sveta, ki bo potekal 7. septembra. At this stage, we continue consultations on a technical and political level, and as a presidency, I will not hesitate to give a strong message to Commissioner Hogan. Prav tako nadaljujemo posvetovanje tako na tehnični kot tudi na politični ravni in mi kot predsedovanje Evropske unije tudi ne bomo oklevali in bomo dali močne signale Evropski komisiji in njenemu komisarju. Ladies and gentlemen, we will continue together with the Commission the process to make the regulatory system of the CAP more workable while avoiding
a weakening of its purpose and effectiveness. It is a difficult but necessary exercise. Prav tako bomo si prizadevali še nadalje v povezavi in sodelovanju s komisijo, da bomo še skupno kmetijsko politiko nadalje naredili bolj dostopno, bolj tudi primerno za uporabo in da bo tudi bolj, lahko rečemo, praktična pri svojih prizadevanjih. The Luxembourg presidency will also try to complete the negotiations on the proposal of the Commission in the field of organic production in order to implement a regulatory framework adapted to the new challenges and to a balanced development of the sector of organic farming. Prav tako bomo skupaj z komisijo nadaljevali pri posvetovanjih in pri prizadevanjih, kar zadeva ekološko pridelavo hrane in ekološko kmetijsko proizvodnjo in da bomo tudi da bo vsa regulativa, ki je vezana na to področje, vsekakor primerna. Next item on the list is to finalize the discussions in relation of the school programs for fruit, vegetables and milk. The aim is to promote a healthy and balanced diet among school children. Naslednja točka našega programa je vključevanje v učne programe v šolah, kjer se želimo vključiti tako promocijo zdrave prehrane, ki bo obsegala razne vrste prehrane od mleka, zelenjave in drugih izdelkov, ki naj spodbujajo zdravje ljudi. The Luxembourg presidency will closely follow developments in the discussions in relation to future trade agreements, both bilateral and multilateral. It is important that the Council of the European Ministers of Agriculture is informed in a transparent and objective way about the evolutions in these files. Prav tako mi bomo sodelovali pri posvetovanjih, ki potekajo na mednarodni in pa na bilateralnih ravnih. Želimo tudi, da bo naš svet kmetijskih ministrov za kmetijstvo in ribištvo tudi obveščen o vseh razvojih, ki potekajo pri programih in pa pri pogajanjih na mednarodnih trgovinskih sporazumov. Obviously, the global challenge of climate change will also be a priority and an horizontal concern throughout our presidency. We also discussed this theme at our informal meeting in September. Nadaljna tema, ki je zelo pomembna, so podnebne spremembe in to je tudi horizontalna tema v okviru naših posvetovanj in bo tudi tema na našem izrednem svetu 7. septembra. Intra and extra community trade is also an issue in the framework of more technical discussions with regard of new rules to be adopted for phytosanitary protection and animal breeding material. Prav tako še tema na tehnični ravni bo tudi tema varovanja živinoreje oziroma tudi vzreje novih vrst in pa tudi za tema na tehnični ravni bo tudi še varovanje prsti. The fight against antimicrobial resistance, one of the major challenges for the preservation of the health of European citizens, is another important issue, and we will aim to find a compromise between the member states with regard to the regulation on the official control of the food chain with the objective of promoting technical harmonization favorable to the single market. Prav tako bomo se še nadalje prizadevali, da bomo zagotavljali varnost hrane za naše evropske prebivalce. In sicer to pomeni, da bomo na tehnični ravni vsi prizadevali za harmonizacijo pri prehrambnih verigah, predvsem tukaj mislimo na tehnične standarde, ki veljajo v prehrambnih verigah, vse z namenom, kot sem že rekel, ohranjanja zdravja naših državljanov. Finally, we have opened for work on the revision of a procedure for authorization of genetically modified organisms in food and feed. This is a political subject. We should, however, not neglect its economic dimension. We will try to address this file in all objectivity and neutrality. And in that context, I think yesterday's conference was very helpful to give us a very precise analysis of all the aspects
linked to this complex subject. Prav tako bomo tudi obravnavali temo gensko spremenjenih organizmov in seveda tudi tukaj bomo si prizadevali za upoštevanje vseh vidikov, ki so pomembni. Saj vemo, da je ta tema tudi politična tema in dovolite, da še enkrat izpostavim včerajšnjo konferenco, ki je dala nam vsekako boljši in poglobljen pogled v vse vidike, ki so povezani z celotno temo gensko spremenjenih organizmov. Ladies and gentlemen, dear friends, I am sure that we will work together in a constructive way to achieve a sustainable European agriculture. I think we all share the view that in these difficult times for agriculture, we need to be united between member states and between producers of all the different farming sectors. Spoštovani prijatelji, drage dame in gospodje, mi bomo sodelovali na zelo kooperativen, sodelovali na zelo konstruktiven način in si bomo seveda skupaj prizadevali za skupno kmetijsko politiko, ki bo tako usklajena in ki bo tudi enotna med nami, državami članicami in tudi med proizvajalci iz različnih kmetijskih vrst proizvodnje. Finally, I want once more, in the name of all of us, of all the participants of the conference of yesterday, thank Minister Dejan Zidane and his team for his kind hospitality and the beautiful program he has organized for us. I appreciate very much that Dejan is totally engaged in his function of Minister of Agriculture, as I see here today and as I see every time when we meet in Brussels or Luxembourg. Dovolite, spoštovane dame in gospodje, da se zahvalim gospodu ministru Dejanu Židanu in celotni njegovi ekipi za gostoljubje v imenu vseh nas članov oziroma udeležencev včerajšnje konference. Zelo cenim gospoda ministra Židana, ki z veliko prizadevnostjo zasleduje naloge, ki mu jih daje ministrovanje za kmetijsko področje in zato tudi mu želim čestitati in vedno tudi cenim, ko se uspeva srečati z njegovo zagnanostjo tako v Bruslju kot tudi v Luksemburgu. He is in very close contact with the farming community. That's why he knows the problems and expectations of the farming sector very well. Congratulations, Dejan. Thank you again very much. Thank you all for listening, and I wish you a very successful fair. Thank you. Gospod minister Židan je v tesni povezavi tako s celotnim kmetijskim gospodarstvom kot tudi za kmetovalci in zato tudi cenim vse njegova prizadevanja in pa prav tako tudi zaradi tega dobro ve, kakšen je razvoj na kmetijskem področju in še enkrat bi se želel zahvaliti z velikim spoštovanjem vam, gospod minister. Hvala lepa. Hvala lepa. Povedali smo kar največji del tistega, kar je bilo treba povedati in če so slovenski muzikanti začeli z bolj nežnejšimi ritmi, pa se pred sklepnim dejanjem vračamo k polki. Prijatelji smo veseli, je vedno prazen žep, denarci so zleteli, osoda vinski čep, skrbi mi ne poznamo, perati pojemo, saj družbi smo veseli, saj čas nam je zlato. Veseli pojemo, to lepo pesmico, poskusi zdaj še ti, zapojmo skupaj si, boliva baburi, ija, 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 ho, ija, 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 ho.
Kaj čakate doma, če preveč se ti pozna, da si v gostilni bil, vinca rujnega si pil, čisto pozabil si, da domov se ti mudi, ker tvoja ženkica komaj te spozna. Za vrati čaka ženka, bila z metlo v rok. Še kot kopriva, kadar smeče z metlo v rok. Pika, pika, plav. Žena naj bo doma, čaka naj na moža. Iščem in iščem, toda ne najdem, vračam se ves sam. In si nazaj v samski stan, srce si ženi novi hran. Iščem in iščem, toda ne najdem, vračam se ženi v objem. Ljudje me poznajo, da sem muzikant, nedeljo nadenem si pisani kan. Zabenkam s kitaro preširen, vesel, od sreče najraje v svet bi obil. Za srečo je treba le majhnih reči in srcu pustiti naj spregovori. Življenje je polno velikih želja, ljubezni naj prava velja. S pesmijo je v življenju lepo, s pesmijo si podaj morgo, le pustimo se skrbi in bodimo srečni vsi. Hej dekle, jaz sem tvoj pravi fan, vse življenje bom tvoj muzikant. Sonce nosil s pesmijo, da vse mi nam bo lepo. Življenju lepo, s pesmijo si podajmo rok, pustimo vse skrbi in bodimo srečni vsi. Hvala slovenskim muzikantom. Sklepni nagovor in seveda dejanje odprtja sejma pripada predsedniku Republike Slovenije, gospodu Borutu Pahorju. Če sem pravilno pobrskal po spominu, potem je menda zdaj 15. ko obiskujem ta sejem. Skupaj z vami sem lahko tako precej časa opazoval, ali se utegnejo uresničiti napovedi tam na prelomu tisočletja, da bodo ta in podobne sejemske prireditve zgubile svoj čar in da bodo postale presežne. To se ni zgodilo. Ne ta, ne mnogi drugi sejmi niso zgubili tistega, kar pravzaprav nobena druga sodobna in nova tehnologija ne more dati. In to je ob vseh informacijah, ki jih je mogoče dobiti tudi drugje, omogoči to, kar je menda omenjal že župan, pravi človeški stik in vse, kar sodi z njim v tako pomembno dejavnost, kot je kmetijska. Spomnim se pogovora z vašim rojakom, z mojim dobrim prijateljem, sredi 90-ih let, Ferjem Horvatom, ki mi je, spomnim se, nekoč ob robu neke seje v državnem zboru dejal, je rekel: Boru, če si se namenil delati državno politiko, potem je čas, da začneš obiskovati Radgonski sejem. To je pravo mesto za to, da nekdo, ki ga zanima državna politika in želi prevzeti odgovornost zanjo, poskuša razumeti pomen kmetijske politike širše, kot se to zdi v javnosti. Mislim, da je to tudi glavno sporočilo tega sejma, da je zato tako obiskan in da od tod izvira njegov pomen tudi danes. Namreč njegova sporočilna vrednost tako strokovni javnosti, videli smo, da je danes že uvod
v ta sejem pomenil pravo strokovno konferenco, pa seveda tudi najširši javnosti, da je Slovenija v nekem smislu posebna dežela v tem, da polovica prebivalstva živi na podeželju in polovica v mestih, da se mi kot država ne trudimo, da bi to razmerje spremenili v prid urbanega prebivalstva, da želimo, da tako tudi ostane in da od tod izvira nenadomestljiva vloga in naloga države, da poskrbi za to, da ta polovica, ki ostaja na podeželju in skrbi zanj, tako v socialnem, kulturnem, kot tudi v nacionalnem smislu, uživa vsaj približno enako kakovost življenja, kot ga tista, ki živi v urbanem okolju. Jaz nisem poznavalec kmetijske politike, ki je veliko več v naši državi kot kmetijska politika. Kot rečeno, ni osredotočena samo na kmetijstvo kot gospodarsko funkcijo, ampak vidi vse razsežnosti podeželja, ki je povezano s to dejavnostjo, kot rečeno, v socialnem, nacionalnem, kulturnem in vseh drugih smislih. Nisem torej poznavalec te politike, vendar si dovoljujem reči, da se država trudi razumeti to svojo nalogo in odgovornost. Danes niti priložnosti čas, pa tudi kot rečeno, jaz nisem ekspert za to, da bi ocenjeval vsako dilemo, s katero se danes tisti, ki to neposredno odgovornost nosite, soočate. Ampak moja presoja je, da je slovenska kmetijska politika poskuša po svojih najboljših močeh odgovarjati na dileme, stiske, priložnosti tistih, ki od nje živijo in nenazadnje od vseh nas. V tem smislu se mi zdi zasluži tudi podporo, ker ni v lahkem položaju. Razume, da je tukaj deljena odgovornost med državo na eni strani in seveda vsemi tistimi, ki živijo na podeželju, zlasti pa tistimi, ki se s kmetijstvom kot gospodarsko dejavnostjo ukvarjajo. Kot država, ki želi ohraniti lepo, zeleno, urejeno in pametno deželo in podeželje zlasti, se zavedamo, da moramo tistim, ki živijo od kmetijstva, ne samo v strogo gospodarskem smislu življenja, pomagati z sodobnimi principi državne intervencije, ker brez tega takih pričakovanj, da bi bila kakovost življenja na podeželju enako visoka kot v urbanih središčih, ne bomo dosegli. Na drugi strani je potrebno seveda vedno znova vedeti, da morajo tisti, ki delajo v kmetijskem sektorju, razumeti, da ni vzdržno dolgoročno živeti samo od državne intervencije ali državne politike, ampak da se je treba truditi za konkurenčnost. In koliko res lahko presodim, nekdo, ki ni poznavalec, je pa na nek način soodgovoren za to, da ima država pravo politiko do podeželja in do kmetijstva, se mi zdi, da se v tem smislu tudi vsi akterji, subjekti trudijo za to. Ni lahko, zlasti v okoliščinah, ki so jih moji predgovorniki že omenjali. Vendar se mi zdi, če lahko leta 2015 ob 53. izvedbi tega sejma pogledamo nekoliko v prihodnost in pogledamo zlasti v tisti del prihodnosti, na katero mi lahko vplivamo kot Slovenci, kot slovenska država, kot slovenski kmet, gospodar, mlad, družina in vsi, da je ta problem, s katerimi se soočamo, kot ena izmed 28 držav Evropske unije obvladljiv, da smo na relativno dobro poti in da ob sodelovanju obeh države na eni strani in vseh drugih deležnikov na drugi strani, razumevanja tega sorazmerja in odvisnosti, da lahko uspemo v prihodnje. Zdi se mi, da je vse, kar bomo zdaj v teh 7 dneh videli tukaj na tem sejmu, eno obetavno sporočilo za prihodnost. Slovenija ne samo, da je, ampak postaja vse bolj lepa in urejena dežela. Živi v odprti družbi skupaj z 28 partnerji v Evropski uniji in je sestavni del evropske kmetijske politike. Toda kolikor je odgovornost v naših rokah, se mi zdi, skušamo storiti vse za to, da ne bi samo pri tem ostalo,
kar lahko danes opažamo, ampak da bi se to še naprej razvijalo. Da bi mladi gospodarji, kot lahko vidim marsikje po Sloveniji, prevzemali kmetije, da bi si ustvarjali svoje družine, da ne bi živeli samo od strogo kmetijske dejavnosti, ampak tudi od turizma in vseh drugih možnosti, ki jih življenje in delo na podeželju omogoča, da bi država imela tak počuten posluh za vse nove priložnosti za to, da rešuje stare in nove probleme, ki se v zvezi s tem pojavljajo in da bi vsi skupaj pomagali Sloveniji, da postane to, kar smo se pravzaprav ob njeni ustanovitvi kot lastne države želeli. Eno lepo, urejeno deželo, v kateri smo vsi ponosni člani te družine, v kateri imamo vsi približno enake možnosti za to, da živimo kakovostno življenje in da lahko, ne glede na to, ali živimo v urbanem ali podeželskem okolju, svojim otrokom omogočimo vsaj približno enake možnosti za njihov razvoj. Mislim, da vse, kar bomo videli v prihodnjih 7 dneh, tukaj na tem sejmu, govori o tem, da te priložnosti imamo, da stiske in težave, s katerimi se tisti, ki neposredno živijo to življenje, ukvarjajo, niso mehne, niso pa nepremostljive. Da imamo politiko, ki se zaveda priložnosti in da imamo možnosti, da si ustvarimo tako prihodnost, kot smo si jo namenili ustvariti, ko smo pred skoraj 25 leti ustanovili to državo. Ne bodo te protokolarne besede s kančkom ene resnejše vsebine dovolj za ta slavnostni nagovor in za končanje te strokovne konference, na kateri so sodelovali domači in tuji gostje. Vsi smo jim zelo vestno prisluhnili in mislim, da je tudi to neka posebnost in odlika tega sejma, da ta protokolarni uvod v sejemsko dogajanje ni samo protokolarne narave, ampak da je, bom rekel, nek posvet z sporočili, ki so vredne širše pozornosti in ne samo strokovne javnosti. Razumem, da mi zdaj pripada, gospod predsednik uprave, naloga, da tudi formalno odprem sejem in to bom storil z največjim zadovoljstvom. Hvala lepa. Spoštovani gospod predsednik, torej predali smo vam našo državno zastavo z željo, da jo predate mladim, ki naj jo na tak lep način svojim znanjem, veščino in s pomočjo naših najlepših konj ponesejo v Evropsko unijo, ponesejo v svet s ponosom, da bi vedeli, odkot prihajamo, kam gremo in če se vsega dobrega smo sposobni. Hvala za to, ker boste to dejanje tudi upravili. Torej, vabim vas, da uživate v zaključnem otvoritvenem dejanju sejma Agra 2015. Sedaj pa so se slovenski muzikantje spet postavili v svoj red in sicer v čast legendarnemu glasbeniku Slavku Avseniku. Spomin nanj bomo pospremili z njegovo skladbo Golica, na Lipicancih pa s točko Ponos Slovenije študentje Pedagoško-raziskovalnega centra za konjerejo Krumperk, ki deluje v okviru Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.
Gospe in gospodje, v našem skupnem imenu se za točko Ponos Slovenije zahvaljujem skupini Biotehniške fakultete v Ljubljani. Sedaj pa vas vse skupaj vabim k ogledu sejemskega prizorišča, k doživetju ponosa Gornje Radgone. Lep dan in prijetno sejemsko doživetje.